zanima, kako je to izgledalo na nekem sestanku, pride na mizo, dajmo mi narediti avion, ko bomo dva druga sestavili, imel bo ločene kokpite, nobenega ne bo nikoli prodal, ampak z njim bomo pa pokazali, kaj se da in bo to naša reklama za svet. Kako se to, ne vem, upravič, kako se to razloži, kako to prodate svoji ekipi in konec koncev, oziroma če je ekipa prišla s tem, kako to vaša ekipa proda vam? Ja, zdaj vam bom nekaj povedal, ker mislim, da nisem še kaj dosti javno govoril, ker ni bilo še tako direktnega vprašanja. Veste, 2010 je bilo leto najhujših groženj z krizo v zgodovini. So rekli, vse banke propadajo, gori doli, a veste, cel svet bo krahnil, ne. In mi imamo vedno za novo leto eno tako prireditev, in da se malo poveselimo, cela ekipa, in tam imam jaz vedno kakšen PowerPoint, da povem, kaj smo naredili, pa kaj bomo naredili, ne, vedno pravijo, da sem predolg, ampak je tistih, kar smo naredili, vedno toliko, da treba pač biti dolg, ne, ampak sem končal ta moj govor z besedami, da sem rekel, lejte, do zdaj nismo nobenega odpustili, ne, do zdaj nismo nikdar imeli težave s plačami, ampak to, kar se nam danes obeta, ne, lahko, da bom drugo leto moral kakšnemu pogledati v oči in reči, lejte, mi je žal, ampak se moramo zmanjšati, se moramo racionalizirati in te ne rabimo več. In potem sem rekel, ampak veste, moramo biti pa danes že zadovoljni, ker drugo leto je novembra meseca v Ameriki tekmovanje z nagradnim skladom $1.300.000 in tudi, če bo kriza na svetu, mi bomo na tem tekmovanju zmagali in bomo prinesli $1.300.000. In 5 sekund je bila tišina in potem so šli kozarci v luft in so rekli, bomo. In a veste, ko so nam baterije zgorele na dirki, ne, ko sem dobil message domov game over in tako naprej, ne, in ko sem rekel, fantje, samo umirite se, nobena panika, nič, res, da smo dali zadnji denar in če bo kriza, je po pipistrelu, ker sem dejansko vse dal v razvoj tega in tudi zaradi tega smo ga naredili z 2 trupov, ne, ker nismo imeli denarja za narediti dedicated, kot se je reklo, ne, tako, ko so imeli in Boeing, Airbus, Emery, Riddle in tako naprej, ne. Sem rekel, umirite se, ste naredili vse, kar se je dalo in pridite domov, ker smo heroji, da ste to naredili, ne. In pol je čez 2 uri prišel nazaj message in je rekel, ne, se bomo povezali s timom doma in bomo rešili in bomo naredili no battery management in to online in so delali celo noč in drug dan in so pohruntali rešitev, ki je bilo in pol smo zmagali. A veste, če vi zaupate ljudem in ekipi, pol oni zaupajo vam. To je dejstvo. Veste, jaz, če grem zvečer, zdaj pridem domov, pa bom nekaj delal, mi zmanjka selotejp in bom šel v skladišče in ga bom vzel, bom napisal listek in konec meseca pri plači bojo meni to obračunali. Če ljudje vejo, da ne izkoriščaš, tudi oni ne izkoriščajo, ne. In ti zaupajo. In to je tisto, pri tem letalu je bilo polno takih stvari, ni to edina, ne. Mi nismo imeli denarja dejansko, takrat smo bili na ivici tega, da oni smo imeli po 40-50 milijonov so vložili v to, ne. Mi smo pa dve rabljeni letali, ki jih nismo rabili, trupa dali skupaj pa tako naprej, ne. Ker smo rekli, če gremo na elektriko, krila, tudi kolikor jih dolga naredimo, ne bo zadost močna, ne, ampak damo rajše na sredino en del, ne, ki smo ga v bistvu naredili, vse ostalo smo porabili od rabljenih letal in na ta del damo na sredino motor, tako da je porazdelitev, ne, med 2 trupi idealna, ne, to se pravi, krila manj trpijo, ne, in bomo zaradi tega lahko v bistvu dovolj baterij peljali, da bomo odleteli vse tisto, kar je bilo cel teden je bila tekma, ne. No, 5 let po tistem je NASA predstavila tega Skylancerja, ali kaj je, ne, če ga pogledate, je popolnoma enako narejen. Ima več trupov,
in vmes ima potem prostor za nest letalo v atmosfero. A veste, mi smo marsikakšno stvar v svetu spremenili, ne? In postavili marsikaj na glavo. V letalstvu so bili do zdaj 3 mejniki. Leta 1927 je de Havilland v Ameriki certificiral prvo letalo na batni pogon. Leta 1953 so Angleži certificirali prvo letalo na reaktivni pogon. In pol ni bilo skoraj 60 let mejnika v letalstvu do 6. junija 2020, ko je EASA, Evropska agencija za civilno letalstvo, objavila, da je Pipistrel certificiral in električni motor in električno letalo, prvo brezemisijsko letalo za prevoz potnikov v javnem prometu. A veste, jaz sem zadržal ljudi samo zaradi tega, ker sem jim dal visoke cilje in izzive, da so uživali v delu, ne. In to je tisto. Jaz vem, da če bi delal kaj drugega, verjetno bilo to malo drugače. Vsi otroci malo sanjamo, da bomo piloti, da bomo delali letala in tako naprej. Ampak motivacija kolektiva je tista druga stvar, poleg blagovne znamke, o kateri bi danes vam rad položil na srce, da si organizirate ekipo, ki bo pripravljena in motivirana vaše cilje, vašo vizijo speljati. Vizija in cilji morajo biti dolgoročni. Zaposleni so pa tisti, ki to izvajajo. Jaz govorim, da to bi morali tudi na državnem nivoju imeti. A veste, ne more vsaka vlada postavljati nove vizije. Vlada je zato, da izvaja strategijo ali pa vizijo, ki je postavljena dolgoročno. Nemci so postavili že pred 20 leti dolgoročno strategijo, da bojo energetsko neodvisni iz obnovljivih virov. In tega se držijo kot pijan s plota. Jaz sem pred 25 leti rekel, mi bomo naredili električno letalstvo, pa tudi če smo tako hodili, ampak smer je bila začrtana. In ljudje morajo to sprejeti, vam verjeti in to izvajati. Zato je ekipa pomembna. Zato mora ekipa se ne sme počutiti izključena tudi iz odločanja, ne. Ko se pogovarjamo, kako bomo delali, je treba poslušati vse. Ampak ko je sprejeta odločitev, je pa stvar menedžerja ali pa lastnika, da ustraja, da se to izvede. To je njegova dolžnost, ne. Ampak ljudje morajo sodelovati tudi v odločitvah. In če so ljudje motivirani in da vidijo, da so vključeni in da imajo tudi en življenjski, bom rekel, standard, da lahko si privoščijo tudi tisto, kar potrebujejo in tudi živijo svoje življenje, pol ne rabite kaj dosti več. Veste, pri nas 10 čez 3, 15 čez 3 je alarm vklopljen. Mi ne delamo nadur, mi ne delamo sobot nedel, razen šoferji, ki so po svetu, ali pa če hoče imeti nekdo drseči urnik, drugače pa ne. Jaz sem prepovedal interno z odlokom, da delamo nadure. Nema, ne. Ampak hočem, da imajo ljudje, da grejo svojim, ne vem, vrtičkom, da grejo svojim prijateljem, da grejo v svoje zidanice in ko pridejo v tistih 7 urah in pol, morajo pa to narediti, kar smo se zmenili. Ampak pridejo s prazno glavo, ne, oziroma s čisto glavo in potem to delajo. In potem lahko na ekipo računate. Ne. Veste, jaz sem imel eno srečo, ne, da sem zelo zgodaj spoznal, da smo pač v Sloveniji, da nismo v Ameriki, in da sploh ni važno, koliko ima kdo plače. Ampak je važno, koliko plače ima njegov sosed oziroma njegov sodelavec. To je specifika Slovenije, a veste. Mi si vse povemo. Američan ne bo nikoli povedal, koliko ima plače svojim sodelavcem, ne. Pri nas si pa to povemo, ne. In zaradi tega smo imeli reči vsi, take bom rekel, bolj povprečne, ampak še vedno korektne plače, ne, pa redne, in ni bil nikoli noben problem. Če je bilo treba nagraditi, če se je le dalo, sem nagradil vse. Konkretno pri tem prejšnjem letalu, pri G4, ne, potem seveda, ko smo se vrnili in ko je bil sprejem in tako naprej, ne, in ko sem rekel, da pač nagrado bom razdelil, ne, med zaposlene, dobro, tiste stroške in tisto, kar smo rabili, ampak pol je se kakšen malček tako vprašal, rekel, lejma, mi smo delali dan in noč, ne, kao inženirji, pa smo naredili res, spremenili svet, pa to, ne,
pa tako dobimo proporcionalno enako kot drugi. Sem rekel, ja, ampak to, kar si naredil, če Aleš je bil takrat naš šofer, ne, če ne bi varno pripeljal v Koper in naložil na kontejner, da bi skipal dol, bi vse tvoje delo nekam šlo, ne bi bilo nič. Tako da, a veste, je treba, biti korekten do vseh ni enostavno, ampak kolikor se da, je pa nujno, da je potem ekipa ustvarja tisto, kar ste si vi zastavili. Tako da, poleg blagovne znamke sigurno ekipa, vrnili se bomo seveda tudi na inovativni produkt, ampak tisto je malo kasneje. Mogoče samo na hitro še eno vprašanje glede ekipe. Filozofijo, kako ekipo voditi podjetje, je to nekaj, kar ste vi čisto intuitivno probali začutiti, videti, ali ste tudi sami se izobraževali, ne vem, z kakšnih knjig pobirali ideje, ali je to čisto, meni se zdi, da takole boljše gremo v to smer? Ja, jaz sem imel to srečo, da sem pač izšel iz hobija, sem sicer študiral ekonomijo, ekonomija mi je dala širino, da sem znal znanje pridobiti, poiskati in nadgraditi, in to mislim, da je tudi osnovna naloga izobraževalnih ustanov. Ker danes se veste, tako kot kupec, je tudi vse svetovno znanje na levi tipki na miški, ne. Greš, najdeš in voljno. Problem je, kako znaš to poiskati in nadgraditi, ne. In ja, če bi rekel, da sem imel to srečo, da sem najprej okrog sebe seveda zbral pilote, ker smo te motorne zmaje delali, najprej zase, da smo v bistvu išli vsi iz tega hobija in potem sem rekel enemu, ja, dej, če bomo to delali, ti boš tehnični, oziroma ti boš imel tehniko, ti se boš ukvarjal malo s tem in tako naprej, ti boš se ukvarjal malo z nabavo in smo to prvo ekipo dejansko naredili iz entuzijastov. Pol, ko se je zadeva širila, pol seveda smo se izobraževali vsi, jaz nisem vedel nič o elektronih, in tako naprej, se še danes izobražujem, zdaj o vodiku, delamo 19-sedežno letalo na vodikove gorivne celice, ne vem nič o vodiku, ampak se izobražujem praktično vsak dan. In tako smo takrat prišli do ene točke, ko smo rekli, zdaj pa tako ne gre več, in rabimo eno zunanjo podporo, in takrat sem imel srečo, da je na ekonomskem faksu bil Aleš Vahčič in njegova partnerka oziroma žena Teja Petrin, sta imela podjetniški krožek in sta me enkrat povabila tako medse, kot tiskrat smo že mi kar dosti bili out of the box v Sloveniji, da sem se pogovarjal s študenti, in pol je rekel, Aleš na koncu je rekel, je rekel, veš kaj, zdaj pa ti rabiš pa strukturirati to, kar delaš, je rekel, a ti veš, da imaš lahko najboljši produkt, najboljše ljudi, ampak če nimaš vitke proizvodnje, če ne boš ustvaril dodane vrednosti, ti ne boš imel dovolj denarja za zaključiti krog, tudi če imaš dobro prodajo, da boš lahko spet razvil nov produkt in tako naprej. Je rekel, veš, Toyota je razvila eno super orodje, je rekel, imenuje se 20 ključev, ki posega prav v vse faze delovanja, in jaz ti bom enega poslal, da ti bo to predstavil. In mi je dejansko enega dana, mi smo od Toyote potem odkupili to licenco, da smo se zorganizirali praktično kot avtomobilska industrija. In Pipistrel je še danes, bom rekel, eno redkih podjetij, ki je organizirano po avtomobilsko. Veste, v avtomobilizmu danes se bitke dobivajo na 5, 6 decimalki evra. Tako našponano je vse skupaj. In mi smo ves čas že letalstvo tako organizirali našo firmo. In to nas je tudi dostikrat rešilo, da smo tudi pri majhni količini prodaje smo še vedno imeli dovolj dodane vrednosti. V hiši smo delali samo, kar je bilo nujno potrebno zaradi zaščite intelektualne lastnine ali pa to, da smo skrivali, da niso drugi vedeli, kaj delamo, ali pa tisto, kar je bilo, bom rekel, tudi ekonomsko upravičeno, drugo smo dali pa ven delati. A veste, mi imamo 400 kooperantov v Sloveniji, pa še ne vem koliko po svetu in tako naprej. In vse to sem se jaz naučil dejansko od avtomobilske industrije. Avtomobilska industrija je bila takrat bistveno bolj naprej, bom rekel, kot je zdaj, ker je res začela z drugačno filozofijo in Toyota
je bila prva. Ne. In jaz sem bil še do Toyote, bom rekel, zelo naklonjen, ne, ker jaz sem enkrat, mislim, da leta 1997, me zdi, sem nekje videl en tak majhen članček, ne, da je Toyota naredila avto, ki ima dva motorja, električnega in bencinskega, in se ta dva motorja dopolnjujeta, motor se ugaša in tako naprej, in so imenovali to hibrid. To je bil Prius. In pol seveda, jaz ta prva stvar, kaj sem naredil, ne, sem se usedel v avion in sem šel na Japonsko videti to v živo in tako naprej. In pol sem jaz rekel, zdaj bom jaz to pa kupil, ne, in grem v Ljubljani na Toyoto in sem rekel, jaz bi pa naročil Priusa in so rekli, pedi na Hondo, niti niso vedeli, da Toyota to dela. Ne. No, in pol sem seveda po mukih in težavah uvozil prvega Priusa v Evropo takrat. Jaz sem ga 7 mesecev vozil iz Ajdovščine, enkrat na teden v Ljubljano na LPP, kjer so izdajali tiste homologacije ali karkoli, ne, preizkušnjo tablico, ne, ker sem hotel to imeti, ne, in tam je bila, bom rekel, en tak živalski vrt, eden se je pisal Jazbec, eden Zajec, eden ne vem kaj, skratka so bili tam zaposleni. Šef je bil pa lovec. Šef je bil pa lovec, točno tako, ja. Ko sem jaz šel na upravno enoto, sem me videla skozi okno, mi je že kar pripravil na novo, ne. In so rekli, ne moreš, ne, v prometnem dovoljenju je dovoljenje sam za en motor, prostor sam za en motor, ne moremo kam upisati, ne moremo ti izmeriti izpušnih plinov, ker z mesta gre na elektriko, to enostavno v našem sistemu ne gre. Dokler ni enega lepega dne, Jazbec znoril, ne, in je rekel, lej, če grem v zapor, je rekel, to je bodočnost, je rekel, jaz ti dam tako imenovano homologacijo. In se jaz prepeljem domov z registrskimi tablicami, nobeden ni to verjel, ne. Pol seveda je bila zgodba, da čez ne vem koliko, ene 3 ali 4 leta, je minister takratni za okolje, Janez Podobnik, je dobil te prvega v Slovenijo kao za testirati, ne, jaz sem moj avto imel že tiskanih 60,000 kilometrov, no, pol sem seveda postal promotor Toyote, so mi dali te prvega hibrida, ki je prišel v Evropo in tako naprej, tega priključnega hibrida, ampak, veste, takrat, ne, sem jaz v Toyoto bil tako, bom rekel, zaljubljen, ne, ali pa, ne vem, da sem vse, kar smo delali, smo dejansko delali tako, kot je delala Toyota, in to nas je dvignilo dejansko na blazno visok tehnični nivo, nasproti, bom rekel, mojim konkurentom. To je bil velik preskok. In če pogledamo samo razvojni proces, kaj pravi Toyota? Stroge metrike, koliko denarja v razvoj, ali gre za koliko denarja v razvoj glede na potencial, ali je to ena zadeva, ki jo tudi probate sami začutiti, pa malo po občutku? Ja, veste, Japonci so zelo tradicionalen narod, ne. Ko sem šel jaz te prvič na Japonsko prodajati in iskati zastopnika in sem tam z enim dobil in da bova šla potem na eno firmo, ne, sem si naredil lepo PowerPoint, koliko po klasika, ne, a veste, podjetje s 25-letno tradicijo, pa tako naprej, no, je rekel, pa kaj si ti nor skrito, ne, pa sem rekel, zakaj? Je rekel, ne moš se jih predstavljati s 25-letno tradicijo. In sem rekel, kaj pa je, ne? Je rekel, mi imamo cesarja, ki ima 27 generacij tradicijo, je rekel, ne moreš ti 25 let, je rekel, tu bomo imeli za start-upa, ne? Ne, a veš, ne? Sem rekel, ne, jutri grem jaz to prezentacijo tja. Je rekel, ok, sam si se kriv. In sem rekel, mi imamo 25-letno tradicijo, kar je 1/4 zgodovine letalstva. So vsi rekli, ne. A veste, to je pa tisto, kako predstaviš, ali kozarec pol prazen ali pa pol poln, ne. No, in dejansko ta tradicija, ne, tradicionalnost, ki jo imajo Japonci, ne, delo na dolgi rok, je vključena v njihovo industrijsko filozofijo. Čez noč je lahko vsak uspešen, na dolgi rok pa sam to boljši, ne. In to je tudi dejansko v 20 ključih je tako narejeno, da ti moraš držati rdečo nit, kamor greš, ampak dnevno pa prilagajaš situacijo pogojem, ki se ti dogajajo. Mi smo dostikrat zjutraj se nekaj zmenili, opoldne smo delali drugo, ampak smer je bila začrtana. In v avtomobilski industriji je to, bom rekel, morda malo drugače,
ampak tudi ne, ker veste, tako hitro, ko se more avtomobilska industrija prilagajati, ker konkurenca na trgu avtomobilske industrije je strašna. In vsak, ki pride na trg, ima eno modifikacijo in jo moraš spremljati in ima en upgrade. In to je tisto, kar smo se mi naučili, da dejansko, kar vidiš na trgu, je že zastarelo, ti moraš misliti en korak prej, da ko boš prišel ti na trg, boš unega, ki je prej prehitil. In to je v tej filozofiji. In obdrži doma samo, kar potrebuješ, kar je nujno, vse ostalo outsourcaj. Zakaj? A veste, to se je zdaj fajn pokazalo v teh krizah. Ne? Če bi mi imeli 500 zaposlenih, kar je približno bil range tega, v podjetju smo jih zdaj, ko sem jih šel, jih je bilo 250, zdaj jih je že skoraj 400, ker Textron res blazno zaposluje, ampak recimo kooperantov je bilo pa še 300 okoli. Ne? In če pride do krize, kaj je pomembno, da zadržite? Ljudi in znanje. Ne? Zato smo se mi zorganizirali tako, da smo prototip in prva letala vedno naredili v celoti doma. To se pravi, smo imeli stroje za narediti praktično vse doma. Vsa orodja smo naredili in tako naprej. Ampak potem smo serijsko proizvodnjo outsourcali kooperantov. In če pride do krize, da prodaja pade, ti lahko potegneš od kooperantov delo v firmo in ne zgubiš niti enega zaposlenega. In ko se trg normalizira, greš spet tako. In Japonci so preživeli izgube vojn in tako naprej, pa tudi Nemci in tako naprej, ravno zaradi tega, ker so se fokusirali na znanje, ki se ohranja v ekipi ali pa v podjetju. Ne. In to je vtkano v tem japonskem sistemu.